Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Tokrat smo na pogovor povabili Vladimirja Toplerja, direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Pogovarjala pa se bova o aktualnih razmerah v zdravstvu in seveda se dotaknila tudi delovanja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in v imenu bolnišnice, ki jo predstavljam. Torej, lahko bi rekli, da ste stari novi direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Sredi novembra ste prevzeli mandat za dobo 4 let z možnostjo podaljšanja, vendar vaša kariera v tej bolnišnici je zelo dolga. Ja, moja kariera v tej naši bolnišnici Koroški, Savinjsko-Šaleški je dolga približno 40 let. Ves čas, razen 4 leta, ko sem bil v parlamentu, sem deloval v njej, večji del kot kirurg. Vmes sem bil pa malo več kot 2 mandata, od 98. leta do 2007 tudi direktor te bolnišnice. Zdaj ste spet direktor, vendar je sedaj bolnišnica v drugačnem položaju kot pred leti. Bi lahko rekli v težjem? Ja, res je, bolnišnica je v bistveno težjem položaju. Tisto, kar je dobro, pa na eni strani slabo, da ima bistveno več ljudi. Danes nas je zaposlenih približno 1000. Takrat, ko sem bil, je bila številka okrog 700. Tisto, kar je pa slabo, je pa seveda finančno stanje naše bolnišnice. Prihodki bolnišnice znašajo približno 70 milijonov na letnem nivoju. Bolnišnica pa ima približno 18,3 milijone izgube, kar seveda vpliva na njeno likvidnost in vsakodnevne težave pri delovanju. Torej ste stopili kar v težke čevlje, seveda se bova tega še dotaknila. Še prej pa morda nekaj besed o vas. Torej rekli ste, da ste kirurg, ste bili tudi vodja predstojnik kirurškega oddelka, predsednik Rdečega križa Slovenije. Poznajo vas pa tudi v politiki. Ja, res je. Imel sem, hvala Bogu, to srečo, da sem lahko okusil različne položaje, različne statuse. Dobil sem nekaj izkušenj, ki mi pa tudi danes lahko rečem, pomagajo pri vodenju kar precej zapletene situacije, ki je v naši bolnišnici. Prvič v zgodovini Splošne bolnišnice Slovenj Gradec pa je bila ta brez direktorja s polnimi pooblastili. To zagotovo ni bilo dobro. Ja, gledajte, težko je reči z polnimi pooblastili. Bil je vršilec dolžnosti, bil je direktor. Je pa res bila bolnišnica v nekem mrtvem teku. Dobene večje stvari, dobene preobrazbe se ni dogajalo, kar je pač dodatno še povzročilo, da se je izguba v tem času večala. Rekli ste, da je to naša bolnišnica, da je njena usoda v naših rokah in da si želite, da jo spet naredite najbolj prijazno in najbolj uspešno bolnišnico. Res je, to je moja želja, to je tudi želja večine zaposlenih, ki so me seveda tudi nagovarjali, da sem sprejel to funkcijo. Saj mi je bila prejšnja funkcija kot kirurg, kot zdravnik pisana na kožo. Sem se zelo dobro počutil, zelo rad sem delal z ljudmi in zelo rad sem delal kirurgijo. Vendar, ko sem videl, kakšna je situacija, sem se pač odločil za ta korak, da ponovno postanem direktor in si želim, da je ta bolnišnica takšna, kot je, kot more biti, ki ji dajemo ton ljudje zaposleni, da je to kakovostna, prijazna in tudi finančno uspešna. Zagotovo pa ste, ko ste nastopili spet funkcijo direktorja, predstavili določene ukrepe in programe, pa morda nam jih nekaj predstavite tudi oddaji. Ja, gledajte, programi, ki so se mi zdeli najpomembnejši, so bili v prvi vrsti, da poskrbimo za urgentno službo. Urgentna služba je najpomembnejši, je srce, so možgani bolnišnice, kajti na ta način lahko vsem ljudem, ki nujno potrebujejo pomoč, dajemo kakovostno, hitro zdravstveno storitev. To je bila prva prioriteta. Druga prioriteta je bila, da poskrbimo za najbolj množične bolezni, da so bolniki obravnavani v okviru domačega okolja. Tretja prioriteta pa je bila, da poskrbimo za tiste dejavnosti, kjer smo odigrali pionirsko ali pa imamo danes še edinstveno vlogo, področje urologije, kirurgije, Fabryjev bolezen, lahko bi našteval, ne. To je pač
tretja prioriteta in po tem vrstnem redu tudi delamo. Vesel sem, da nam je uspelo, da smo spostavili enotno urgenco, takšna, kot je bila načrtovana. Enota za hitre preglede EHP se je ponovno preselila v našo bolnišnico. Pričakujem, da bomo to nadaljevali tudi z pediatrično urgenco, tako da je v tem smislu kar en korak narejen. Druga stvar, ki pa sem jo zagovarjal, pa je, da se moramo približati ljudem, da bi v okviru naše bolnišnice določene ambulante kot dislocirane enote preselili tudi drugam, tudi v Velenje, tudi v Ravne, tudi v Radlje, v Dravograd, in da bi tam naši specialisti lahko pregledovali ljudi in hkrati tudi, da bi konziliarno službo upravljali v domovih starostnikov, da ne bi bilo potrebno te starejše nebogljene ljudi voziti k nam, razen tiste, ki bi potrebovali določene storitve, ki jih v okviru ali zdravstvenih domov ali v okviru domov za starostnike ni možno opraviti. Želite si tudi uravnoteženega poslovanja, kar je verjetno izjemno težko glede na rdeče številke. Res je težko. Težko je tudi zaradi tega, ker so pričakovanja zaposlenih, ne pri nas, na splošno povsod, zelo velika, tako da tukaj je, ampak glede na to, da imamo približno vsi v Sloveniji enake pogoje in da nekatere bolnišnice kljub vsemu poslujejo pozitivno, si prizadevam, da se to zgodi. Glavni vzrok za izgubo v naši bolnišnici je bil predvsem to, da nismo opravili programa, ki je bil dogovorjen, zaradi tega je tudi nastala izguba. In drugi veliki problem je, da imamo približno 200 do 300 ljudi zaposlenih več, kot jih nam po pogodbi plačnik plačuje. In če k temu prištejemo, da smo še od 7 do 10% opravili manj programa, je ta veliko število ljudi seveda problem in tu si prizadevamo, da predvsem racionaliziramo delo, da bomo opravili ves program in da opravimo še dodatni program na področju tudi drugih zavarovalnic, ki sedaj želijo, da bi mi upravljali izvenrednega delovnega časa program. Na ta način bi tudi to višek ljudi lahko nekako prestrukturirali tako, da ne bi več prihajalo do negativnega stanja. Kje pa je bil največji razlog, da se ni moglo uresničiti tega programa? Ja, razlog je na eni strani neracionalnost, drugače pa sta dva glavna vzroka. Prvo je bil pred leti COVID, kjer smo izrazito zmanjšali število ali operativnih posegov in sprejemov, ki niso bili nujni. Drugi velik problem je bila pa zdravniška stavka, ki je v naši bolnišnici potekala relativno aktivno in smo v tem času upravili bistveno manj programa, kot ga bi upravili, če bi delali. V nekaterih drugih bolnišnicah je bila stavka manj aktivna, manj opazna in so pač upravili več programa. Ampak v zadnjem času to spreminjamo. V zadnjih 2-3 mesecih grejo stvari na boljše. Ker covidno obdobje je pustilo posledice tudi v drugih bolnišnicah po Sloveniji. Posod se je stanje spremenilo. Ja, posod se je stanje spremenilo. Tisto, kar je pa problem, pa je, da ne smemo dopuščati, da bi ta v narekovaju ležernost bila še naprej, da ne bi delali. Moram povedati, da sem vesel in ponosen na zaposlene, ki se trudijo in aktivno delajo in iščemo tudi rešitve, kako upraviti čim več programa in seveda, da spostavimo stanje, da bo bolnišnica pozitivno poslovala. Seveda časa za upravljati kirurško službo sedaj ne boste imeli več vi osebno. Ja, to ga niti po pogodbi ne morem, pa tudi ga čisto praktično nimam, pogrešam, ker sem to zelo rad delal, ampak je izziv tudi to, da zdravimo nekega drugega bolnika, to je našo bolnišnico. Tako, in da jo postavite spet na noge. Pa povejmo nekaj o zgodovini bolnišnice, torej od katerega leta deluje in katere regije oskrbuje. Ja, bolnišnica je kar precej častitljive starosti. V 14. stoletju so že bili določeni zapisi. V leto 2026 pa bomo imeli 130. obletnico naše bolnišnice Špitala, ki je bil takrat pred 130 leti ustanovljen.
V tem času se je zelo razširil, postala je dobra splošna regionalna bolnišnica, ki oskrbuje Koroško in Savinjsko-Šaleško regijo približno za 145.000 ljudmi in večinoma ti ljudje tudi gravitirajo v našo bolnišnico. Imamo vse te pomembne dejavnosti, od pediatrije, ginekologije, kirurgije, internistike, travmatologije, ortopedije. V zadnjem času se razvijajo tudi drugi oddelki, nevrologija, infektologija, seveda jo pa bolnišnico tudi prestrukturiramo. Pred leti so bili popolnoma drugačne potrebe, kot so danes zaradi staranja prebivalstva. Torej, zaposlenih je veliko, ni to samo zdravstveno osebje, ampak tudi podporne službe. Koliko vas je vseh skupaj? Ja, vseh skupaj nas je približno 1000, zadnji podatek na današnji dan 993, od tega je približno 100 zdravnikov specialistov, med 70 in 80 je število specializantov, ki bojo specializirali, kar je zelo dober podatek, pomeni, da ima bolnišnica perspektivo tudi v prihodnje. Približno 400 je medicinskega osebja, diplomiranih srednjih medicinskih sester, ostalo so pa delavci lekarne, laboratorija, vzdrževalci, transportno-čistilna ekipa, tako da nas je skupaj to. Naj pa povem en podatek, ki je pa zaskrbljujoč. V mesecu decembru smo imeli približno vsaki dan 30%, to je 300 ljudi, ki so bili odsotni. Nekaj zaradi bolniške, veliko zaradi dopustov, pa tudi drugih vzrokov. Tako da to je pa en problem, ki ga imamo večinoma bolnišnice, ene v večji, druge v manjši meri. In kako to urediti? Verjetno denarja ni oziroma tudi kadra ni, da bi takrat drugi vskočili. To je problema. Govorimo na eni strani, da nas je približno 300 preveč, 300 jih manjka, tisti, ki jih pa nadomeščajo, pa želijo za to dobiti dodatno plačilo za obremenitve, ki so, tako da tukaj je problem, ki ga imamo vsi, ampak so kolektivne pogodbe, so določeni zakonodajni procesi, mimo katerih pač ne moremo iti. Ampak kljub temu je bila kar nekaj časa velika prostorska stiska, zato ste se maja lani razveselili novega prizidka. Kaj pomeni ta prizidek? Ja, ta prizidek je v bistvu bil pomemben tudi za našo dodatno diagnostiko. 5CT preiskave izvajamo sedaj. So pomembne preiskave, ker poleg CT-ja vbrizgamo kontrastno sredstvo in na ta način poleg tiste morfologije, stvari, ki jih vidimo, lahko tudi funkcionalno ugotovimo, kako deluje določen organ ali pa človeško telo. Smo bili veseli tega programa, ga sedaj kar izvajamo. Prav v letošnjem letu načrtujemo še neko dodatno novo preiskavo, ki jo redko kje v Sloveniji upravljajo, tako da smo bili veseli. Katero? To pa bomo z PCT določali tudi dopaminske receptorje, kar je pomembno pri diagnostiki Parkinsonove bolezni, ki je v zadnjem času kar precej pogosta bolezen. Nekatere oddelke ste že omenili, pa vseeno nas še enkrat zanima, kako je bolnišnica razdeljena, kako so razdeljeni oddelki in kdo vse je našel prostor v tem prizidku? Ja, v tem prizidku so našli predvsem tisti, ki so že prej delali v radioizotopnem laboratoriju, tudi internisti, tudi kardiologi. Bolnišnica je pa razdeljena. Največji oddelek predstavlja internistika. Tukaj imamo v regiji 2 večja internistična oddelka, v naši bolnišnici in v Topolšici. Potem je kirurški oddelek, sedaj imamo, prej smo imeli skupni travmatološko-ortopedski, zdaj imamo travmatološki oddelek, ortopedski oddelek. Potem imamo urološki oddelek, pediatrični oddelek, ginekološki oddelek, tako da pokrivamo vse stvari. Znotraj oddelkov se pa vedno bolj razvijajo subspecialistične dejavnosti, tako da smo veseli. Veseli smo tudi to, da izvajamo vedno bolj nove metode. Ena izmed teh novih, ki je bila v prejšnjem letu narejena, je zdravljenje tumorjev z krioterapijo. Zelo ugodno
na visokem strokovnem nivoju, izvajamo koronarografije, širimo arterije koronarne pri infarktih, širimo jih tudi v drugih okončinah, tako da smo na vseh področjih zelo aktivni in če bo nam le uspelo, imamo zelo dobro perspektivo, da smo ponovno tako dobri, kot smo nekoč že bili. Torej greste v korak s časom, to, kar je pač potrebno, izobraževanja, nove aparature. Omenili ste zdravljenje tumorjev s krioterapijo. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da z tekočim dušikom pod CT-jem uvedemo določeno punkcijsko iglo na mesto tumorja, na to pa z tekočim dušikom tumor uničimo in to je zelo taka uspešna terapija za določene vrste tumorjev. Torej, vedno manj je teh invazivnih posegov. Ja, v medicini težimo k tem, da bi bili predvsem posegi minimalno invazivni, da so za pacienta dobri, ampak da so zelo aktivni pri zdravljenju, ne? In to gre celotna medicina. Upam, da bo z razvojem umetne inteligence se to še sofisticiralo, da bo še bolj natančno in da bomo lahko še bolj z minimalnimi posegi zdravili določene bolezni. Že danes je to v teh desetletjih, ko sem tu, ogromen napredek in sem vesel tega. Kakšno pa je vaše mnenje o umetni inteligenci povezani z zdravstvom? Je zelo pozitivno s tem, da moramo pač uporabljati določene faktorje, ki bojo zagotavljali, da ne bo umetna inteligenca šla preko določenih mej. Nam je lahko v zelo veliko pomoč. Kje v največjo, recimo, v kakšen primeru? Rečemo, da bojo učitavali določene izvide. Naj povem, da eksperimentalno v naši bolnišnici imamo umetno inteligenco na področju učitavanja rentgenskih slik. Ti učita, da vidiš, je zlom ali je kaj drugega, sedaj poskusno in je dobro. Šla bo sigurno tudi v učitavanje CT-jev, magnetnih resonanc. Ministrstvo bo razpisalo digitalizacijo procesov zvočnega pripisa z umetno inteligenco, tako da tukaj vidim en velik doprinos, en velik napredek. Seveda je pa treba poudarjati tisto, kar pa pozabimo, ne? Ne smemo pustiti, da bo umetna inteligenca prevzemala vodilno vlogo. Še vedno zdravi tudi beseda, toplina, prijaznost, sočustvovanje. To je tudi že, ko je medicina vedno bolj tehnizirana, še kako pomembno in tudi v procesu izobraževanja ali pa izpopolnjevanja je treba mlade kolege, kolegice, sodelavce spodbujati, da so srčni in humani do bolnikov. Jaz velikokrat poudarjam, da za približno 200,000 pregledov, ki jih opravimo, 15,000 primerov, bolnikov, ki jih zdravimo, to niso številke. Za vsako to številko se skriva usoda, bojazen, da je kaj narobe, trpljenje, žalost in seveda tudi upanje, da jim pomagamo, ne? In umetna inteligenca lahko pomaga, nikakor pa ni tista, ki bo to vplivala na sočustvovanje, na srčnost, na prijaznost, ki so jo ljudje, ki so jo bolni, še kako potrebni. In da bi nadomestila določena delovna mesta, lahko pripomore, ker je vedno premalo zdravnikov, premalo tega medicinskega osebja, ampak... Vsekakor lahko pripomore, a ne, tudi robotizacija se odvija, tudi mi imamo željo pa namen in tudi dogovore, da bomo dobili robot za operativne posege in ko bo umetna inteligenca do te mere razvita, bo lahko to tudi eno zelo dobro vodilo, da bo tehnika in umetna inteligenca upravljala določene storitve, ki bo jih po vseh kriterijih lahko naredila boljše kot človek. Vseeno pa se bi vsaj jaz bala, da se morda robot sredi operacije pokvari. Ja, to so vedno bojazni, tudi kirurg lahko sredi operacije zataji, ampak mislim, da teh bojazni ni, da umetna inteligenca ne bo suvereno delala, še vedno mora biti, ne glede na vse, nekje zraven in tudi je vprašanje časa in razvoja, kdaj in kako bomo v določenih postopkih uvajali to umetno inteligenco. Postopki pa že tečejo in so na nekih področjih kar zelo dobri.
Če greva še k bolnišnici Slovenj Gradec, koliko pacientov sprejme in kako je zasedena? Ja, bolnišnica Slovenj Gradec ima približno 350 postelj, ki jih lahko sprejme. Zasedenost imamo tam približno okrog 200. Mi smo zelo skrajšali ležalno dobo, to pomeni, da na istih posteljah lahko zdravimo bistveno več ljudi. Naprimer, pred 25 leti je nekdo za operacijo žolčnikov bil v bolnišnici 10 dni, za operacijo krčnih žil prav tako 7 do 10 dni. Danes pri operaciji krčnih žil gre 1 uro po posegu domov, za operacijo žolčnika ostaja 1 dan, tako da so to pa tudi na drugih področjih veliko stvari, ki so nekoč bile potrebne hospitalizacije, se danes opravijo ambulantno ali pa v okviru dnevne bolnišnice, ampak kljub vsemu mi imamo kader, imamo prostore, imamo aparature, imamo bolnike, ki čakajo pred vrati, celo imajo čakalne dobe in to na nekaterih primerih zelo dolge, tako da ni nobenega razloga, da ne bi z reorganizacijo to spremenili in začeli delati več. Na katerih oddelkih pa je največja potreba po oskrbi? Na vseh področjih je potreba pri oskrbi, če bi pa tako šel, bi pa rekel, da so to seveda zaradi starostne populacije internistika, nevrologija, urologija, ortopedija, so neke dejavnosti, ki v tem času rastejo, predvsem zaradi potreb ljudi. Žal je pa otrok manj, v času, ko sem se jaz rodil, jih je bilo 36-38 tisoč rojstev na leto, zdaj pa jih imamo malo več kot 16 tisoč, tam se pa seveda vidi upad tega. Starostne populacije je pa vedno več. Ampak ali se vseeno stanje spreminja glede na potrebe po različnih oddelkih, če pogledamo 10-15 let nazaj ali pa danes? Se spreminja, ampak na vseh oddelkih so potrebe, na vseh oddelkih lahko bi delali celo več, ker je povsod čakalna doba, tako da je, ampak potrebe so pa predvsem na področju starostnikov. Imamo pa tudi še druge probleme, da velikokrat, ko starostniki pridejo v bolnišnico, jih potem pozdravimo, ozdravimo, pa ne morejo iti nazaj v domače okolje ali nimajo koga, da bi skrbel za njih, in tukaj imamo tudi probleme, ki jih skupaj z socialno službo rešujemo. Teh problemov je pa vedno več. Druga podobna ali pa pomembna stvar pa je, da imamo veliko ljudi, ki so hudo bolni in rabijo paliativno oskrbo. Za nekatere lahko poskrbimo doma, za določene pa moramo poskrbeti v bolnišnici. Bolniki si želijo seveda kakovostne in strokovne oskrbe, skoraj povsod se soočajo s pomanjkanjem kadra. Vi ste rekli, da po eni strani ne bi bilo preveč osebja, po drugi strani so čakalne dobe, in sem videla, da ste objavili tudi razpis za zdravnika, medicinske sestre in sanitarnega inženirja. Ves čas objavljamo razpise, Delavcev je seveda preveč, ampak kot sem že prej omenil, če pogledamo odsotnost, če pogledamo, da nekdo, da postane zdravnik, rabi 6 let specializacije, pa še kako leto prakse, da lahko suvereno dela, moramo imeti več ljudi, da jih bomo vzgajali, pa da bojo lahko na to samostojno prevzeli delo. Drugi problem pa je, da govorimo na splošno o številu zaposlenih. Med strokami pa znotraj po profilih je pa različno. Na eni strani manjka zdravnikov, manjka diplomiranih sester, imamo pa preveč vzdrževalno, administrativno, upravnega kadra ali kaj. Zelo težko je reči, ampak mi od zavarovalnice dobimo plačano število ljudi, ni specificirano, kakšni kriteriji, kakšni profili, tako da imamo pomanjkanje seveda tudi zdravnikov, ampak kljub temu smo na bistveno boljšem kot marsikatera druga bolnišnica. Naj samo povem primer, da imamo eden največjih radioloških oddelkov, da je pa še nekaj bolnišnic, ki nimajo niti enega radiologa. Problem je, kako zagotoviti urgentno službo, kako zagotoviti, da bojo sploh procesi delovali, ker če znotraj verige manjka en člen, ta veriga ni popolna, in če mi ne bi imeli radiologa, bi zelo težko upravljali dežurno službo tudi na drugih področjih. Tako da tukaj so
na eni strani številke, ki govorijo, da nas je preveč, na drugi strani imamo potrebe, smo pa veseli vsakega zdravnika, vsake medicinske sestre, ki dela pri nas, ker imamo veliko programa, tako da lahko, če bomo uspešni, to nadoknadimo. Večkrat slišimo, da so pacienti slabe volje zaradi dolgih čakalnih dob pri različnih specialistih in kakšne so recimo trenutno čakalne dobe v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Ja, glejte, tukaj moram povedati, da se s tem strinjam in to je tisti glavni problem, ki ga je potrebno rešiti. Ne. Mi veliko govorimo o kakovosti v zdravstvu. Jaz sem že parkrat rekel, kaj pomaga kakovost v zdravstvu, če imaš leto dni čakalne dobe in če ima nekdo tumor, bo prišel potem, ko bo bolezen razvita, namesto da bi bila dostopnost, pa bi mu takrat enostavno lahko pomagali, pa ga tudi zdravili. Tako da čakalne dobe je nujno, da jih čim prej seveda zmanjšamo. Tukaj imamo mi na napotnicah napisano hitro, zelo hitro, nujni so pogledani takoj. Za ostale, ki so zelo hitro, se tudi potrudimo, da pogledamo. Pri tistih, ki pa so redno, so pa čakalne dobe tudi po 290, 250 dni ali pa tudi do 2 let. Ne. Ampak tisti, ki imajo težave, ki imajo bolečine, pridejo pravi čas. Je pa treba narediti pogoje, omogočiti zdravnikom, da bojo lahko delali več in da se bojo na ta način skrajšale. Druga stvar je tudi čakanje na operativne posege. Tukaj mislim, da so na enih področjih narejeni veliki koraki, so se zmanjšali, še vedno pa ostajajo določene panoge, ker pač tega ni možno zmanjšati, ali pa je priliv tako velik, da tudi če mi bistveno več delamo, ne moremo tega zmanjšati. Kje je recimo največja čakalna doba, kje je največji priliv? Priliv je povsod. Čakalna doba je zelo velika za operacije krčnih žil po laserski metodi, pa tudi na drugih področjih, ampak ni bistvenega odstopanja kot v Sloveniji. Marsikje so celo krajše, zato se tudi potem pacienti, ko se po internetu naročajo, odločajo in pridejo k nam. Ste pa uvedli tudi digitalizacijo za naročanje pacientov? Tako je, mi se kar trudimo to, digitalizacija za naročanje, še da se lahko naročijo tudi preko interneta, dobijo tudi informacije. Druga stvar, ki je pa, in smo ena izmed redkih bolnišnic, ki imamo to, je pa, da imamo elektronski temperaturni list. To pomeni, da nimamo več papirnatega temperaturnega lista, ki je nekoč bil na postelji, ampak da je to elektronski temperaturni list preko računalnika in se vse zabeleži in dela na ta način. Na začetku je bilo morda nekaj nasprotovanja, zdaj smo sprejeli in stvari tečejo zelo dobro. Imamo tudi elektronsko pisanje napotnic, receptov kot tudi drugo, tako da je tudi tu ta digitalizacija že odigrala eno svojo vlogo in upam, da še bo. Ne. Pričakovali bi, da zaradi tega, ker se določene stvari delajo na ta način, da bo manj zaposlenih, predvsem v administraciji, ampak zaenkrat se to še ne pozna. Je pa zagotovo tudi hitreje in še manj odpadkov. Ja, sigurno, da je hitrejši in marsikdaj lahko tudi preko elektronskega pripisovanja pacientom, ki te pokliče, ko ga poznaš, ko veš, urediš kako stvar, ki je prej zaradi oddaljenosti ne bi mogel. Kako pa je z bolnišnično opremo? So aparati sodobni, so dovolj izkoriščeni? Ja, oprema je relativno dobra, z njo lahko zelo uspešno, aktivno in strokovno delamo. Nikoli pa ne bo dovolj dobra, da ne bi lahko bila še boljša. V tem času imamo kar nekaj razpisov za aparature v okviru kohezijskih sredstev 2024 do 2028 so to magnetna resonanca. Imamo že eno magnetno resonanco, bomo pridobili še drugo, na to je to nov rentgenski aparat in seveda robot za operativne posege. Znotraj bolnišnice pa potekajo manjše investicije, ki jih izvajamo sami. Imamo pa tudi nekaj večjih investicij, ki so v teku. Ena je posodobitev kuhinje, ki ni več ustrezala higienskim normativom. Druga je
izgradnja določenega novega dela urgentnega centra zaradi selitve enote za hitre preglede, dograjujemo en del za lekarno, večja investicija je pa porušitev in novogradnja kloštra, to je tale en najstarejših delov bolnišnice, ki je ocenjen na 53,5 milijonov, so zagotovljena sredstva in zelo aktivno delamo, da pričnemo čim prej z deli. Tako da je na področju investicije kar en velik zagon, se trudimo, tudi ministrstvo, tudi vlada je nekako nam naklonjena, da bomo te stvari izpeljali, zato pa še toliko bolj trudimo, da zagotavljamo, da bo naše poslovanje pozitivno. Kaj pa bo v tistem delu, kjer je klošter, ko ste rekli najstarejši del? V kloštru pa prijeta 2 nadstropje oddelkov, tja se bo preselila mikrobiologija, del laboratorija, endoskopija, ki je zelo pomembna, pa pri nas zelo dobro deluje, 2 nadstropje, v kletih bojo pa garaže. Si želimo, da ga zgradimo čim prej, da bomo potem, ko bomo sanirali stari kirurški blok, lahko preselili kirurgijo, traumatologijo, ortopedijo začasno tja, da bomo sanirali en oddelek, ki ga v bistvu saniramo že skoraj 40 let. Torej, država je obljubila, da bo financirala te najnujnejše investicije, kako pa je sicer s financiranjem bolnišnice? Kaj je tisto, kar bi si vi želeli? Vsi bi želeli, da je financiranje boljše, da dobimo več, ampak zaenkrat preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje dobivamo sredstva, ki zagotavljajo normalno poslovanje, če opravimo ves program. Na določenih programih ugotavljamo, da so relativno dobro plačane, je pa nekaj programov, ki tudi z najboljšo racionalizacijo jih ne uspemo pozitivno peljati. To je predvsem na določenih ambulantnih pregledih, ki so zelo nizko ovrednoteni in tudi če bi želeli, da bi ljudje izven rednega delovnega časa podjemno opravljali to dejavnost, bi jih težko plačal, tako da bi bili zadovoljni. Tako da si želimo, da se tudi to resetira in se naredijo neki novi modeli. Neki se že pripravljamo, zdaj je že 3. obračunski model za skupine primerljivih primerov, a bo šel skozi sito ali ne vemo, 2 sta padla. Gre se pa za to, da bi na novo preračunali določene primere, ki jih obravnavamo, operacija koliko užil in koliko stanejo, da bi bilo potem nekako bolj racionalno, kot pa tisto, kar je bilo na začetku nastavljeno. Da bi bile cene tako vrednotene, da bi upoštevali vse. Moramo vedeti, da se je marsikaj spremenilo, da so cene dela v tem času zaradi določil kolektivne pogodbe, zakonodaje narasle, da stroka ima tudi svoje pripombe, predloge, da je treba uporabljati nove materiale in vse skupaj to vpliva tudi na ceno storitve, ki se pa ne kaže vedno v odzivnosti plačnika. Zdaj se pa dotakneva tistega dela bolnišnice, ki je zagotovo, bi lahko rekli, najbolj tak prijeten, topel, to pa je porodnišnica, ki je izjemno priljubljena po vsej Sloveniji. In če se ne motim, se je porodnišnični del leta 2017 preselil v nove, bolj sodobne prostore. Ja, res je tako. Te prostore se spominjam, da smo načrtovali že takrat, ko sem bil še direktor v prejšnjih mandatih. Tisto, kar je pozitivno, da smo imeli več kot 1000 porodov. V Sloveniji jih je bilo malo več kot 16 000. Pozitivno je to, da smo ena izmed redkih bolnišnic, ki smo imeli 15% rast. Čemu to pripisujem? Predvsem dobri, strokovni, prijazni ekipi, ki je na ginekologiji. Pripisujem to temo, da imamo pri porodih tudi možnost hipnoze, določenih masaž, novih metod, tako da tudi spinalne analgezije, to je, da dobivajo protibolečinske terapije in tudi prostori so zelo lepi in to se mi zdi zelo pomembno in je tudi
kazalec tega, da je možno stvari pripeljati tudi na boljše. No, mi smo seveda na novega leta dan poklicali tako v vašo porodnišnico, kot v drugo porodnišnico v tej regiji, v Savinjski regiji, in če je bila drugod beleženo nižje število porodov, je bila pri vas lani rast kar 11%. Ja, kar je izjemno. ja, to je zelo krasno in to gre vsa pohvala osebjem ginekološkega oddelka, deloma prostorov, ampak prihajajo predvsem zaradi tega, ker imajo res kakovostne, dobre in prijazne storitve. In to si bomo prizadevali tudi naprej. Pa ne samo na ginekologiji, porodništvu, ampak povsod tudi na drugih oddelkih. Ste pomenili, da je bilo desetletja nazaj v rojstvu okoli 30 000 na ravni države. Ja. 36 tisoč. Zdaj pa skoraj razpolovljeno. Kaj pa je po vašem mnenju ta razlog? To ne vem, bil sem nekoč kot član Sveta Evrope na enim kongresu demografije in je bilo že takrat rečeno, bolj ko so države bogate, manjša je nataliteta, bolj ko so revne, večja je nataliteta. Ne vem pravega razloga, ne? Mi mislimo, da če bojo imele mlade družine denar, bo več otrok, pa pravijo, da se tudi tukaj pojavlja tako izraz kernfamilija, enojedrna familija, da imajo ženske enega otroka oziroma družina enega otroka, pa še tako ženske v, bomo rekel, pozni mladosti, ne tako kot prej, tudi ta starostna meja, kdaj imajo prvega otroka, se je zelo spremenila. Kar prinese pa se bojo tudi različna tveganja, različne preglede, verjetno tudi več stane nosečnica pri 40 kot pri 25. Ja, verjetno res, ampak hvala Bogu, da je vse nosečnica, ne? Želja je pa, da bi v Sloveniji ali pa tudi v naši Evropi bilo potrebno, da imamo večjo nataliteto, več otrok. Danes vas se že nekajkrat dotaknila urgentnega centra, ki je izjemno pomemben in je kar nekaj prahu tudi dvigoval v medijih. Ja, urgentni center je zelo pomemben. Vse je tudi zdaj delovala urgenca. En del je deloval v okviru zdravstvenega doma na primarni nivoju, drugi del pa pri nas. Ampak tisto, kar vedno rad poudarjam, je pomembno. Ko je človek hudo bolan, ko nenadoma zboliš ali kaj, je potrebno, da veš, da so samo ena vrata in da skozi tista vrata dobiš ustrezno zdravstveno storitev. Jaz sem vesel, da smo v decembru uspeli, da se je ta enota, ki je že bila pri nas v bolnici, preselila nazaj. Zaenkrat dobro deluje in dobro je tudi zaradi tega, ko pacient pride v bolnišnico skozi vrata, ve, da bo lahko obravnavan v okviru enote za hitre preglede, šel domov, poslan naprej na urologijo, kirurgijo, internistiko in je v bistvu upravljeno vse na enem mestu. Zdaj je pa tako, da je šel ena vrata v drugo inštitucijo, potem je tam počakal zdravnika, eventualno dobil napotnico, prišel k nam in marsikdaj se je v okviru urgence prav na teh postajanjih med eno pa med drugo postajo lahko zgodil kak nesrečen slučaj, kot smo jih imeli že nekaj, tako da to je dobro, delamo naprej. Mi se pa tudi znotraj bolnišnice trudimo, da zagotavljamo čim bolj kakovostno urgentno službo. Dobro je, da imamo helikopterske prevoze, da imamo nujne prevoze, da tiste stvari, ki jih mi ne zdravimo, lahko ustrezno pošljemo v terciarno inštitucijo Maribor ali Ljubljana. Kako pa je sestavljena urgenca poleg te enote za hitre preglede, katere enote so še? Ja, urgenca ima seveda neke postelje, da lahko obravnavamo bolnike. Poleg enote za hitre preglede je še to internistična IPP, internistična prva pomoč, ker za notranje bolezni skrbimo, zdravni kirurško, travmatološka, ortopedska dejavnost. Hkrati pa imamo tudi konziliarno, da se lahko, kolikor je potrebno, pokliče tako urologa, ginekologa, tudi pediatra in je zagotovljeno za vse. V bolnišnici je več dežurnih mest, tako da zagotavljamo vse dejavnosti, da imajo 24-urno dostopnost. Kaj pa pomeni, da je pregled na urgenci možen le z napotnico nujno, ki naj bi jo izdal osebni zdravnik ali pa dežurni zdravnik? Verjetno včasih do tega niti ne pride, če res urgentno stanje. Glejte, za urgentna stanja
ni potrebne dobene napotnice, jih oskrbujemo in delamo tako, kot smo jih delali naprej. Za tiste ne tako nujne stvari pa je potrebno, da se opravi pregled pri svojemu zdravniku v dopoldanskem času ali pa v ambulanti, ki je bila v zdravstvenem domu tudi popoldne. To, kar smo pa zdaj naredili, pa je, da lahko vsi brez napotnice, takrat, ko deluje ambulanta, pridejo v ambulanto enote za hitro pomoč, tam opravijo pregled in dobijo tudi eventualno napotnico za naprej. Zato je to tako pomembno, da je na enem mestu. Kaj pomeni, da bolnike na urgenci obravnavate po Manchester triažnem sistemu? Sestre so izobražene za to, da jih triažirajo, to je, da jim določijo stopnjo tveganja, nujno zdravljenja in jih potem seveda ustrezno napotijo. Nekatere direktno v kirurško ali internistično prvo pomoč, nekateri pa grejo zdaj seveda preko enote za hitro pomoč, tako da hitre preglede izvajamo. Tiste najnujnejše, ki jih pa pripeljejo, ki potrebujejo res nujno zdravljenje, pa takoj oskrbimo tudi na urgenci, ker imamo eno posebno reanimacijsko sobo. Tako da stvari tečejo zelo dobro in so na visokem nivoju. Kakšno pa je bilo stanje na urgentnem centru med novoletnimi prazniki, ko je bil dostop do osebnih zdravnikov otežen zaradi dopustov? Je bilo normalno, je bilo nekaj primerov, ampak je delovala enota za hitre preglede, je delovala tudi vsa ostala urgenca in naj povem, da tudi takrat, ko še ni bilo enote za hitre preglede, smo v bolnišnici obravnavali vse ljudi, tudi tiste, ki niso imeli napotnice. Bo tako tudi vnaprej. Zaradi določenih birokratskih zadev moramo paziti, da ne bi kdo utrpel kakšne dodatne škode. No, temelje sistema zdravstvenega varstva smo v Sloveniji postavili leta 1992, ko smo se tudi osamosvojili in lahko rečete, da imamo dober zdravstveni sistem, dobro zdravstvo v primerjavi z drugimi državami. Ja, mislim, da imamo dober sistem, ampak v teh letih je bil še boljši. Sedaj je seveda velik problem, ker se uvaja določen del zasebništva, nič ni narobe, ampak kriteriji morajo biti enaki za vse. In druga stvar, imeli smo ambulante, dispanzerski sistem zdravljenja, kar je vse skupaj omogočalo izrazito dobre rezultate in po tej poti mislim, da moramo iti tudi sedaj naprej. Zdravstvo ne sme biti podvrženo kapitalizmu, da ko imaš denar, si lahko kupiš storitev, ko ga nimaš, je pa ta storitev slabša. Lahko v določenih primerih, vendar za življenjsko ogrožene in za najbolj množične bolezni to ne sme biti. Verjetno je tudi težava, da zdravnik s polnim delovnim časom še upravlja zasebno ordinacijo, zaradi tudi, verjetno je tudi utrujen nek kirurg, ki deluje že 8-10 ur v bolnišnici. Glejte, to je sigurno, ne, ampak jaz nisem za to, da se bi karkoli prepovedovalo. Vsak naj opravlja dela, kolikor ga hočeš. Imamo zdravnike, ki ne bi niti dežurali, niti ne bi delali preko polnega delovnega časa in njihov prosti čas pomeni veliko in imamo tudi zdravnike, ki želijo delati v bolnišnici več, pa želijo delati še kje drugje. Tisto, kar si bi želel, je, da ima ali zasebnik ali javni zavod iste pogoje, ne pa da se nekje v zasebništvu upravljajo samo plačniške storitve, je pregled 90 €, mi dobimo za pregled od Zavoda za zdravstveno zavarovanje 24 € in moramo plačati celo ekipo, vse laboratorijske storitve, vse na koncu pride, bi lahko zdravniku dal 4-5 € za plačilo, ko bo pa šel k zasebniku, pa dobo 60 € in morate vedeti, kako se bojo odločali ljudje. Ko bomo imeli iste pogoje, pa ni doben problem, a je to zasebno ali je državno zdravstvo. Pa so se od leta 1992 do danes kakšne sistemske spremembe uvedle na področju zdravstva v Sloveniji? Ja, je bilo kar nekaj sprememb. Zadnja, mogoče večja sprememba je tudi, da je bil ta prostovoljno zdravstveno zavarovanje postalo del obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar se mi zdi prav.
da se plačuje 100%, prej smo pač plačevali nekje 85%, drugje 15%, tako da to je neki spremembe so se dogajale, ampak tako revolucionarnih sprememb ni bilo. Je pa zdaj seveda tisto, da bo potrebno urediti mejo med državnim, ne bom rekel javnim, ki je itak vse zdravstvo javno, med državnim in zasebnim. Prav je, če ljudje potrebujejo storitve, da si jih poiščejo v enih ali pa v drugih inštitucijah, ampak pod istimi kriterijami, pod istimi pogoji, ne da bo si nekdo privoščil smetano, drugo bojo pa rekli, pojdite v Slovenj Gradec, tam pa to znajo in bomo dobivali najbolj problematične, pa bom rekel finančno nevzdržne bolnike. Si želimo, da je enako, pa ni dobenega problema. Da bi bilo enako usklajeno. Zdaj v postopku sprejemena novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Kako jo ocenjujete? Zelo težko jo ocenjujem, ker niti ne vemo, kakšna bo. Nekaj se je spremenilo. Prišlo je novo določilo, da bojo lahko zdravniki iz javnih zavodov, če bojo zaposleli pri zasebniku, tudi opravljali to dejavnost tam. Bojim se, da ne bo zaradi tega, če so zdaj opravljali to dejavnost po podjemnih pogodbah, so jo opravljali večinoma izven rednega delovnega časa. Če se bo pa nekdo za 10, 20, 30, 40% zaposlil pri zasebniku, bo se pa zaposlil v okviru rednega delovnega časa in to zna postavljati kar velike probleme pred nas, zato ker v dopoldanskem času, ko se večina storitev dela, ne bomo imeli dovolj nosilcev. Ker sedanja vlada pa si želi postaviti to jasno mejo med javnim in zasebnim zdravstvom. Ja, si želi in je verjetno tudi prav, da si želi, samo pravim, da morajo biti pač pogoji tisti, po katerih bomo delovali. Same prepovedi ne bojo tukaj tisto, kar bi nam prineslo boljše zdravstvo. Začel pa je veljati nov plačni sistem v javnem sektorju. Kaj to pomeni za področje zdravstva? Ja, veljati je začel. Mi smo morali zdaj približno za 1000 ljudi pripraviti nove pogodbe. Seveda se bo pa odražalo to tudi v večjih odhodkih za plače. Upam, da bo država to, kar se, oziroma plačnik to tudi pokril, vkoliko ne bomo imeli resne probleme. Problemi bojo pa itek zaradi tega, ker imamo v vseh bolnišnicah večje število zaposlenih kot plačanih, ne? In če se plače dvignejo, se dvignejo tudi za tiste, ki jih nimaš plačano in grejo škarje na razni in seveda s tem tudi vpliv na finance. Ali imate tudi kakšne težave s pridobivanjem medicinskih sester oziroma osebja, ki delajo troizmensko, ker je menda to največji problem? Ja, to imamo probleme vsi. Zaenkrat bom rekel, ti problemi niso tako pereči, ampak videvamo, ko dajemo razpis, je bil razpis pred časom, pred meseci, za 20 medicinskih sester, ki smo jih potrebovali za zdravstveno nego, pa je se prijavila samo ena, pa še tista je potem rekla, da bi bila pripravljena delati, če bi lahko delala samo dopoldne, tako da tukaj so problemi, ampak upam, da bo tudi tale nov plačni sistem, ki bo nekako spremenil plače uslužbencev, naredil svoje, da bojo ljudje delali tudi v okviru našega zdravstva. Potem verjetno ni največji problem to, da je delo troizmensko, ampak da niso dovolj plačane. Ne, mislim, da je problem večplasten. Na eni strani je seveda plačilo, ki mislim, da je relativno ugodno. Morda za nižji kader nekoliko premajhno. Drugi problem je pa seveda obremenitve. Mlade mame, družine si težko privoščijo, da je mama po noči, popoldne za praznike v službi in potem marsikatera ima določene pogoje, da je to ni potrebno delati, s tem pa pride obremenitev na druge zaposlene in so ti potem preveč izpostavljeni in preveč obremenjeni. Vodenje ustanov pa ni čisto poenoteno, prihaja do ogromnih razlik v organiziranju pa upravljanju. Ja, te upravljanje
je prepuščeno pač menedžmentom bolnišnic, so razlike tako v organizaciji, kot tudi v vodenju. To je verjetno povsem normalno, to ni, da bi država predpisala. Imamo svet zavoda, ki je tudi poleg nadzora tudi tisti, ki ureja in upravlja organizacijo, tako da preko tega pa ima država svoj vpliv. Kljub vsem pomanjkljivostih pa imamo v evropskem merilu še vedno kakovosten zdravstveni sistem, kar se kaže med drugim tudi v daljši življenjski dobi. Imamo veliko preventivnih presejalnih programov, če omeniva SVID, DORA, ZORA. Ja, res je tako. Se pravim, ta dispanzerski način, ki se odraža tudi v tem, je zelo dober. Te razne preiskave, ki jih upravljamo, so zelo pomembne, da bolezen odkrijemo zelo hitro, da jo pozdravimo. Je to najcenejše, je to za posameznika sigurno 1000-krat boljše. Žal je pa tudi to, da se marsikdaj ljudje, ki so poklicani na te preventivne programe, ne odločijo, da bi jih izvajali. Tako da je, kar se pa tiče zdravstva, tudi ko ga primerjamo z drugimi državami, lahko rečem, da je še vedno izrazito dobro in da imajo ljudi, ne glede na čakalne dobe, v katerih velikokrat jokamo, še vedno zelo dobro zdravstvo. Je pa potrebno, da tiste čakalne dobe, ker ljudje trpijo, imajo bolečine in so zaradi tega v bolniškem staležu, da tiste stvari pa uredimo tako, da bojo dobili ustrezne, časovno dostopne storitve. In da se bodo ljudje tudi odzvali na te preventivne programe, kot ste rekli. Zaenkrat se jih odzove dobrih 60%. Predvsem pa vedno in povsod poudarjajo, da se manj moških odzove kot žensk. Ja, to pa ne vem, možno. Slovenija pa se uvršča med tiste države članice Evropske unije, ki naj bi se do leta 2060 spoprijemale z enim največjih porastov socialnih izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva. Ja, to je pa sigurno zelo velik problem. Mi imamo pomoč družini na domu, imamo domove starostnikov, imamo neakutne bolnišnične obravnave, tako imenovane negovalne oddelke, ki skrbimo za te onemogle, ostarele. Problem je velik. Tudi če bi imeli dovolj domov za starostnike, nimamo kadra, ki bi delali. Tudi če ga bomo več plačali, bojo storitve zelo drage, ampak ta starostna populacija se izrazito veča. Družine nimajo več tega kompenzacijskega mehanizma, ko je bilo nekoč, ko so bili na kmetiji, pa jih je bilo 10-15, pa je vsak šel malo pogledati k staremu očetu, pa je bilo danes ljudje delajo, ne vem, sin, žena, mama sama doma ne more biti, pomoč družini na domu ne dobiš, ker ni oskrbnic, ustaja dom starostnikov in tu so problemi, ki se večajo. Mi imamo za 1.6., mislim, da tudi plačano to oskrbo na domu, z tem zavarovanjem, ki je bilo uvedeno. Ne vem pa, kako bo šlo, ker nijamo niti kadra, pa verjetno tudi ne dovolj financ, da bojo te postopki izpeljani tako, kot si vsi želijo ali pa kot si želimo. Govorite tudi o zakonu o dolgotrajni oskrbi. Torej ste vključeni tudi v... Mi v bolnišnici se trudimo, smo že ves čas vključeni tako ali drugače. Veliko ljudi, starejših, ko se nam zlomi kolk, ko zbolijo, jih ne moremo več vrniti v okolje, v katerem so živeli prej sami ali pa za kakšno pomočjo. In tukaj imamo tudi mi probleme in skupaj za socialno službo rešujemo. In povem, da imamo enega pacienta, ki je že več kot pol leta pri nas, zato ker nima kam iti, pa poskušamo narediti vse najboljše. In je seveda problem, ker je zasedena postelja, ki bi morala služiti drugi akutni bolnišnični obravnavi. Kako pa sodelujete z oskrbovanimi stanovanji, ali tudi sodelujete? Z oskrbovanimi stanovanji ne sodelujemo, zelo dobro pa sodelujemo z domovi starostnikov v regiji Savinjsko-Šaleški, pri nas z patronažno službo, z socialnimi službami, tako da so tukaj res eni dobri dogovori, kako poskrbeti za pacijenti, ki potem iz bolnišnice odhajajo nazven.
Kako pa je poskrbljeno, če se vrneva nazaj v porodni oddelek, kako pogosto pa so očetje tudi pri porodih in ali imate tudi kakšne sobe, tako kot nekatere porodnišnice, da lahko tudi očetje ostanejo čez noč? Bi vam težko povedal ta podatek, koliko je. Lahko povem samo to, da zdaj v tem času, ko imamo respiratorne infekte, je bolnišnica zaprta, ampak imamo izjeme in ena izmed izjem je tudi, da so lahko možje zraven pri očetje pri rojstvu otroka. Nekaj posteljnih kapacitet, nekaj sob, zato imamo namenjeno, seveda nimamo pa dovolj tega, da bi lahko to vsem nudili. Torej, leto 2015 se je šele pričelo, tudi vaš 4-letni mandat ste pričeli sredi novembra lanskega leta. Pa če povzameva najin današnji pogovor, torej, kaj so tisti glavni cilji, ki se jih boste lotili že jutri? Ja, glavni cilj prvi je bil urgenca. Hvala Bogu, smo na eni dobri poti, jo nadaljujemo. 9. januarja imamo sestanek tudi pri nas z predstavniki ministrstva. Druga je najpomembnejša stvar, ki jo pa vlagamo veliko, pa je, da skupaj z zdravniki, ostalimi delavci, predvsem pa predstojniki, iščemo rešitve, kako zagotoviti, da povečujemo program. Zaenkrat nam kaže relativno dobro in upam, da bomo s tem, ko bomo mi začeli izvajati program v večji meri, v določeni fazi tudi lahko začeli reševati finančne težave, predvsem pa s tem rešujemo tisto, kar je največji problem, dostopnost. Skrajšamo čakalne vrste, tako da največ pozornosti namenjamo temu. Seveda pa si prizadevamo, da delamo vse administrativna dela za pričetek novogradenj, da se potem, ko bi pričeli delati, ne bi zgodilo, da nimamo kakšnega določenega dokumenta. Tu pa smo vezani na časovne termine in je zato tudi ena izmed pomembnih stvari. Še enkrat pa glavna stvar, s katero sem se začel ukvarjati, je, kako zagotoviti, da bolnišnica deluje z kadrom, ki ga ima, čim bolj racionalno in učinkovito. In za konec izjemnega pomena je tudi dobra klima med zaposlenimi. Bi lahko rekli, da v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec je? Ja, lahko bi rekel, da je zelo pozitivna klima, da ljudje sprejemajo tudi tiste spremembe, ki mogoče niso tako simpatične, ampak dobre. Ampak zaenkrat je dobra klima in tisto, kar je, ljudje so dovolj resni, da vejo, v kakšni stanju, fazi je bolnišnica in vsak po svojih močeh prispeva, da jo ohranimo, da jo naredimo boljšo. In glede na to, da ste rekli, da kot direktor bolnišnice vam je izjemno pomembno spoštovanje ostalih zaposlenih in verjetno se tudi to čuti. Ja, se čuti. Moram reči, da sem tudi, smo bili v ponedeljek v službi, šel voščiti na vse oddelke, bila ena pozitivna vzdušje. Za novo leto pa so nam prišli prijatelji moji, tudi prijatelji naše bolnišnice, gospod Alfi Nipič, gospod Rudi Šantl in gospod Ivo Mojzer na naš novoletni sprejem, ki ga imamo v bolnišnici, in so nam popestrili in je tudi bilo tam eno tako izrazito čarobno, pozitivno vzdušje. Gospod Topler, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za pogovor in seveda vam želim vse dobro v letu 2025. Hvala lepa in enako. In tudi vam, spoštovane gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.